Prehajamo na prvo in tudi edino točko dnevnega reda, to je sum nezakonitega financiranja stranke Fokus Marka Lotriča. Fokus je namreč imel v letu 2025 za nekaj več kot 4000 evrov prihodkov in manj kot 500 evrov odhodkov. Ob tem pa izvajal ustanovitveni kongres, srečanja, razprave, predvolilne aktivnosti. In to meni res ni jasno, kako to naredi s 500 evri. To odpira vprašanje, kdo je to dejansko financiral. NEC izredno navaja, da naj bi del aktivnosti ob ustanovitvenem kongresu na Brdu pri Kranju osebno plačala Marko Lotrič in Monika Kirbiš-Rojs. Mi da ti zneski niso bili prikazani kot donacija stranke, kot bi po logiki in finančnih pravili morali biti. V vseh govorih do sedaj, tako v domovini kot v tujini, sem zastopal najprej barvo Republike Slovenije, Državnega sveta in tudi z integriteto samega sebe, kadar je bil pa politični shod stranke Fokus, pa Fokusa. V Državnem svetu sem predsednik Državnega sveta in sem zastopnik interesov gospodarstva. In tako tudi lahko nastopam kjerkoli sem povabljen v kakršenkoli medij. In seveda sem tudi jasno zastopal interese interventnega zakona, ker prinaša vsem ljudem v Sloveniji samo dobro. A veste, v kjem je problem tega interventnega zakona? Seveda zakon se glasi, to je zakon proti lenuhom in tukaj imamo problem. Še enkrat, vse je pošteno plačano. Pošteno je plačano, ker tukaj izvod iz bančnega obrazca Gorenjske banke jasno kaže, kdo ga je plačal. Sam sem ga plačal s svojim poštenim zasluženim denarjem. Večkrat vam bom povedal, svojim denarjem. Zato ljudje, pazite se, kaj delate s svojim denarjem, ker se lahko znajdete takole, kot jaz sam, ko delam v skladu z zakoni vse in potem mi pač neka komisija, ki mimo grede, pa mogoče bom prosil potem predsednico, gospod Bratušek, da mi razloži, če mogoče presegate svoja pooblastila. Gospod Lotrič, zdaj vas bom pa ustavila. Ja, jaz tukaj vodim sejo, tako da zdaj vas bom pa ustavila in vam povedala, prebrano vam je bilo, da naša komisija se ukvarja z izvrševanjem državnega proračuna, kamor sodi tako državni svet kot financiranje političnih strank. In tukaj ste gost. In prosim, da se obnašate kot gost na komisiji. Če mi boste dovolila, bom dovolila in prosim, da nehate z grožnjami. Povejte, kar imate za povedati. Mi tukaj smo pa tisti, ki bomo ugotavljali, ali kršimo, kar vi govorite. Tako da prosim, da se takih komentarjev vzdržite in nadaljujete z pojasnili financiranja z svojim denarjem, ki bi moral biti prikazan kot politična stranka, kot denar politične stranke. Izvolite. Hvala lepa. Gospa Bratušek, vse to je dokazano. Svojim denarjem, pa še nekaj, ustanovni kongres. Pa mi vi prosim povejte, kdo bi pa moral plačati ustanovni kongres, ko stranka še ni bila registrirana? Iz katerega naslova? Povejte mi prosim. Ali z GEN-I ne bi bilo plačano? Ja, povejte. Glejte, zdaj pa seveda sem se pozanimal in prej in potem vam lahko povem, da posameznik ne more plačati stranki, ne more plačati nobenemu podjetju, če to ni ustanovljeno. Niti en zakon v tem postopku ni bil kršen. Kot za zaključek. Ne strani Državnega sveta, ne strani politične stranke, in ne strani Marka Lotriča, ki je ves svoj denar, ki sem ga vložil, pošteno zaslužil. Absolutno v tej sobi niste tisti, ki boste sodili, a je ta seja sklicana skladno s poslovnikom ali ne. Niste v Državnem svetu, zdaj ste v Državnem zboru. To sta dve inštituciji, če slučajno tudi to malo mešate. In nič niste povedal o računih Državnega sveta, o dogodkih, ki so bili organizirani strani Državnega sveta,
koristili ali pa bom rekla uporabili, pa ste jih za promocijo stranke Fokus Marka Lotriča. Kot je predsednica povedala, odgovoril seveda niste na ključna vprašanja. Tu ste nam navedli neke 3 račune in mislite, da ste z nami po metu, kar tako. Tako da jaz predlagam sledeče, predsednica, da strogo, enostavno odvzamete besedo, če se bo to še naprej dogajalo, in da tudi naše kolege na desni opozorite, naj se tako huronsko ne smejijo in tako ne dobesedno slavijo, vsako tako, bom rekla, neprimerno izjavo, ki pač ne pritiče temu zboru. Jaz vem, da je napad najboljša obramba in te strategije se očitno zelo dobro držite, ste se tudi na televiziji, sem vas gledala, ampak vendarle tukaj pa danes pričakujem neko drugo obnašanje. Hvala lepa. Če je vse v redu, super. Ne vem, česa se bojite. Če je vse v redu, super. Gospod Lotrič, nimate besede, tako da, ko jo boste dobil, boste lahko pojasnil. Prosim, če se izklopite mikrofon. Zdaj, glede na to, da je delo Državnega zbora javno, seveda ima slehernik v tej Sloveniji možnost, da podvomi v sklice sej in delovanje pristojnih komisij in odborov. Na podlagi katerega člena oziroma katerega poslovniške določbe se dovoli sklic take točke seje oziroma take seje s tako točko, kajti obrazložitvi ni. Jaz samo še podam. Ne moramo več, 3 minute je 3 minute za vse. Sej za to smo sprašujem, skladno s katero določbo poslovnika ste sklicali to sejo, kajti če ne lahko gre za zlorabo pooblastil, ki jih imate kot predsednica komisije. Upam, da veste, vam bom pa še enkrat prebrala. Pa veste, gospod Lotrič je predsednik Državnega sveta. Državni svet v letu 2026 ima na voljo 3.988.674 evrov. Kar nekaj dogodkov je bilo omenjenih, ki bi jih naj iz denarja Državnega sveta financirali stranki Fokus. Jaz ne vem, a ste zamudili. Verjamem, da je težko to poslušati, ampak kakorkoli. Zdaj pa lepo prosim, da se umirimo. Gosti bojo dobili besedo, ko jo bodo dobili, tako pač je. Tako da prosim, ko bodo kolegi končali s postopkovnimi. Gospod Lotrič, postopkovni ima v Državnem zboru prednost pred nami, poslanci, in tudi pred gosti. Lahko bi šli lepo mirno skozi razpravo, če se ne bi vtikal v pristojnosti komisije. In zelo jasno bo treba razložiti, kam denar Državnega sveta gre. Na kolegiju predsednika Državnega zbora smo se na zaprtem delu jasno dogovorili, da se bomo vsi v tem Državnem zboru potrudili za nek boljši nivo komunikacije. Seveda, očitno to zaenkrat še ni prišlo do poslanca Poglajna, tako da jaz upam, da bo počasi tudi on to doumel in ravno v skladu s tem dogovorom pri predsedniku Državnega zbora predlagam, da mu skladno z našim dogovorom, kako naj se tukaj obnašamo, izrečete opomin. Nekaj je to, da se poslanci med sabo pogovarjamo, to pa, da pride ministrica na sejo, generalna sekretarka Državnega sveta, ne reče, da so poslanci zmešani, ker ste to lihar prej rekli. Ja, ste, ja. To je pa pod vsem nivojem. Lih sedim zraven, sem vas slišal. Tako da kaj tazga, da si pa to dovolite. Prvič, Državni svet A gostuje v Državnem zboru. Ja, gostuje v Državnem zboru je A. B, ministrica ste v tem trenutku, prijete v Državni zbor, lahko se mi tukaj poslanci med sabo pregovarjamo, kakor hočete, da govorite tukaj, da smo pa zmešani, je pa pod vsem nivojem in zahtevam upravičilo, da ste to rekli. Gospa Kirbiš, nimate besede. Gospa Kirbiš, boste dobila... Prej ste to rekli. Rekli ste, da je zmešana. To ste rekli. Marsikaj se v te... Ne, zdaj bom pa jaz sejo prekinila za 5 minut in sejo bom prekinila in se prosim umirite. Če ne bomo pa danes to prekinili, pa naslednjič nadaljevali, pa še enkrat nadaljevali, pa vlekli to pol leta, če to želite. Ni nobenega problema. 5 minut odmora in sejo nadaljujemo ob 10:48.
Tako da zdaj preverjam, če so se strasti umirile in lahko nadaljujemo. Ne, torej bom pa zdaj izkoristila mojo poslovniško pravico, prekinila sejo, se opravičujem gostom in jo bomo nadaljevali, mogoče, ko bodo naše glave nekoliko bolj hladne. Hvala.